Ni meje za dobre ideje. Smo na poletnem taboru inovativnih tehnologij, ki je že 27. po vrsti v sklopu Fakultete za elektrotehniko, z nami pa izredni profesor, gospod Marko Jankovec. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Komaj so vas spustili iz rok, izredno zanimanje. Kakšno mladino imate, kako velika skupina je in kaj počnete konkretno v tej delavnici? Tukaj imamo 17 otrok od 5. do 9. razreda in delamo Bluetooth zvočnik. Otroci so super. Zelo različno so, z različnimi predznanji. Eni že veliko doma delajo, imajo že očete, mogoče elektrotehnike, ki jih učijo spajkati in elektronike. Eni pa prvič so se spobadali danes, par se jih je tudi malo speklo v prste, kar je pač sestavni del. No, zdaj, ko gledam ravno pod prste teh mladih, vidim, da varijo, to so zelo majhni deli, je treba izkazati kar svojo izredno natančnost, filigramsko skorajda. Ja, spajkanje teh elektronskih komponent je tako finomotorično delo, ampak namenoma smo tukaj izbrali večje komponente, zato da lažje delajo. Če bi spajkali res tisto pravo elektroniko, ki se danes dela, bi bilo to tukaj z ročnimi orodji nemogoče. Lahko, profesor Marko, poveste širše, kakšen je namen tega tabora, pa ker ima že takšno letnico, 27. letos? Namen tabora je predvsem navduševati otroke, mlade otroke za tehniko, tehnologijo, za elektroniko, ker se s tem zelo malo srečajo tekom šole, v osnovni šoli ali pa doma in sploh ne vejo, kaj to je, kaj je elektronika. In tukaj izvejo na zabaven in zanimiv način in hkrati odnese domov lepe izdelke. Pa je zahtevno izdelati zvočnik prav zanje, ker to so vendarle osnovnošolci? Če bi oni sami začeli s tem, seveda bi bilo za njih zahtevno, vendar mi jim vse pripravimo, jih naučimo tudi nekaj osnov, pripravimo material, nakupimo vse potrebno in potem v bistvu po navodilih naredijo. To pa lahko naredi praktično vsak od 1. razreda dalje, če bi bilo treba. Izmed 10 delavnic so izredno zanimive in atraktivne, od tega, da se programirajo roboti, omenili smo že ta Bluetooth zvočnik. Kako izbirate te vsebine, da so mladim zanimive? Predvsem nekaj, kar je iz njihovega vsakdanjega okolja. Bluetooth zvočnik je nekaj, kar se lahko vsakdo takoj poistoveti, ve točno, zakaj se bo rabil in nekaj, kar razume. In z tega črpamo, kar je otrokom zanimivo. Računate na to, da bodo tule dobili toliko osnovnega znanja, da se bodo doma tudi radovedno lotevali kakšnih preizkušenj, kaj odprli, kaj skušali popraviti ali se vsaj seznaniti z neko notranjostjo, recimo daljinskega upravljalnika ali česa podobnega? Odvisno od vsakega posebej. Običajno je tako, da če nima potem doma neke dodatne podpore od staršev, težje. Če ima res tisto notranjo željo, da bo nekaj razstavil in če ga doma še pri tem spodbujajo, potem je njegova pot že kar začrtana. Veste, kaj najbolj navdušuje? Zdaj vem, da so zelo z zanimanjem pri svojem delu, ampak marsikdo pa tudi posluša najin pogovor in kar najbolj navdušuje je, da je pravzaprav polovico deklet. Tako na hitro, no, dekleti kar nekaj. Ja, vsako leto več se mi zdi. Poskušamo odpravljati te tabuje, da ta poklic ne bi bil za punce, ravno toliko je za punce kot za fante in ne vidim benga razloga, zakaj ne bi v teh poklicih res več deklet vpisovali. Pa je namen tudi te vaše delavnice, kjer se spoznavate z nekimi osnovami elektrotehnike, namen tudi to, da se ne bi prestrašili aparatur, da bi skušali razumeti tisto osnovno, kar je v teh napravah? Ja, če pogledate tle na tablo, vidite, da smo jim kar zahtevna veze risali. S tem, da smo tudi mi mogli malo razmisliti, kako to razložiti otrokom, da bodo razumeli. In z tega ven bodo, upajmo, gradili, da bodo potem, ko bodo do neke naprave sami prišli z njo v stik, da bodo razumeli vsaj osnovno, kaj jo sestavlja, kaj so gradniki, s česa naprava je narejena in kako deluje. Vsak bo izdelek nesel s seboj domov. Drži. Pa je možnost kakšnih inovacij ali vsi izdelujejo popolnoma enake? Tukaj delajo vsi enake izdelke, ampak ta Bluetooth zvočnik bo recimo brez baterije. In en fant se že javil, da bo doma z očetom, da bosta noter vgradila baterijo in bosta potem imela Bluetooth zvočnik brez napajalnika, da bo samostojen. Komaj, da so nama pustili, da prideva do besede, ker imajo toliko vprašanj, res odigrati tisto pravo mentorsko vlogo.
Skušam jih predvsem navduševati. Namen tabora ni, da bodo oni odnesli ogromno znanja, ampak da bodo predvsem odnesli navdušenje. To je tista razlika od osnovne šole. V osnovni šoli učitelji se morajo truditi, da jim predajo znanje in potem to preverjajo, mi se pa trudimo, da jih navdušimo. Vam je kaj vroče tu? Verjamem, da vam je vroče ne samo zaradi tolikšnih aparatur, ker se tako segrevajo možgančki, ker je toliko razmišljanja. Ja, spajkalniki so tudi vroči, 400 stopinj imajo in otroci so zelo previdni. Smo imeli pa tudi že 2 manjši opeklinci na prstih, ampak smo se srečno preživeli. Ja, drugače pa možgani laufajo na polno in zdaj bo malo kosilo, tako da mislim, da bodo zdaj rabili malo napolniti energijo. Ja, smo jim zelo hvaležni tudi za tole izredno tišino, kakršna verjetno ne velja niti po razredih, ko so v šoli. Česa se pa vi naučite od njih? Pa tisto prej vprašanje, da ste pravi mentor, koliko je vprašanj navdušuje. Prav to, da so vedoželjni, da sprašujejo, da imajo zanimanje. To me je navdušilo in zdaj seveda tisto najprej zastavljeno vprašanje, česa se pa vi naučite od teh mladih? Naučim se potrpežljivosti, naučim se ravnanja, tudi držanja discipline, držanja pozornosti. To je v bistvu kar težko. Držati pozornost vseh, da takrat, ko želiš, da te poslušajo, je kar naporno. Tako da po 3. uri sem jaz tudi že kar na kavč malo odležati. Ja, si predstavljam, je kar zahtevno, ampak čestitke za dobro upravljeno delo. Če na letošnjega niso uspeli, sodeč po takšnih zanimivih vsebinah, delavnicah, torej električno kolo, zvočniki, roboti, generator električne energije, pa še marsikaj 10 delavnic letos, če niso uspeli tisti, ki to poslušajo, ali pa morda starejši njihovi odrasli vedo, da bi pa mladi bili del tega. Kako so še kakšne delavnice med letom ali za naslednje leto? So te prijave precejšnje, je zanimanja veliko? Kam za naprej? Mi smo na več področjih aktivni. Eno seveda je ta tabor in ko se odprejo prijave spomladi, je polno v parih minutah. Tako da morajo biti tisti, ki prijavljajo, kar dobro zverzirani, da tipkajo vse podatke dovolj hitro. Drugače pa smo mi aktivni na več nivojih. Ena od takih opcij je na osnovnih šolah, kjer imamo projekt Elektronika z robotiko. Tam podpiramo veliko osnovnih šol po celih Sloveniji, kjer se lahko otroci na izbirnem predmetu Elektronika z robotiko srečajo s temi vsebinami. Najlepša hvala za pogovor, za ta čas. Izredni profesor Marko Jankovec in še naprej prijetno do sklepa delavnice. Hvala lepa. Ni meje za dobre ideje.